Dobro jutro. Nekaj kar dnevi minevajo, v tem januarju, že kar 10. januar je. Ja, tako hitro minevajo ti dnevi, ne, kot da 10 dni nazaj je bilo še staro leto, ne. Ja, se mi to dopade. Pa še dobro, da se je 1. začelo novo leto, da znamo šteti od 1 do naprej. Kaj ni dobro? Mislim, a si predstavljaš, da se novo leto začne 13. No, recimo, tako kot pri pravoslavcih, zdaj pa šti naprej. Kaj, oni julijanski koledar štejejo, ali kaj takega? Ne vem, vse sorte zna biti. Zdaj malo gledam, kaj je s tem snegom, ne. A veš, zdaj, ali so nam te kurbe proklete ukrali še sneg, ali so ga posnifali, a zastopaš. Ker to človek ne more nič verjeti, ker ima čist polne nosove in zblojeni hodijo po svetu, in lažejo. No, zdaj imamo stavko, kaj je jutri, ne, torej v sredo je stavka, kjer naj bi proti zdravnikom stavko podpiral celo Fides, ne, sindikat. Če bi sindikati kdaj delali, sploh ne bi se COVID mogel zgoditi, ne, in z njim represija, a ne. Tako da, zdaj se pravim, te barabe lažejo, kradejo in ne bodo nehale, a ne. Dejstvo pa je, in ga potrjujem, pa že precej znano, da so ti ljudje prepoznani na laži. In ko so na laži prepoznani, začnejo delati neumnosti in izgledajo precej trapasto, a ne. In v bistvu v naših očeh se samo še potrjuje, da so res vijavaje, da so butasti, trapasti in da igrajo igro. In oni postajajo še bolj nori in norijo še bolj. In seveda zdaj pa širši množici postajajo, če dalje večjim ljudem postaja jasno, da tukaj pa res nekaj hudo nevarja, da so res vsi ubrisani in oni bentijo še bolj, dokler ne zblaznijo. In zgleda, da potujemo točno tja. Zdaj dovolj zgovoren bi bil ta dodatek doktorjama, zastopaš, ker so se namrkali enega keša s temi nevarnimi, navideznimi skakajočimi se in letečimi aerosolnimi oblački, v katerih je smrtonosni virus. Zdaj tam so oni dobili ful denarja, ne, ampak očitno ne še dovolj, da se ne bi oni primastili še. Zdaj pa imamo mi to humanitarnost njihovo, ne. Zdaj, dobro, zdaj nam postaja jasno, da genocidniki želijo imeti vsaj nekaj od tega, če že morijo, a ne? Sam zdaj problem postaja, ker tudi šolnikom ni več dovolj. Tudi šolniki bi radi malo več, a ne? Aha, kot da oni so tudi sodelovali, ne? Zdaj, medijski RTV-jevci, ne, so že rekli, da zdaj pa bodo oni poročali res konkretno, a ne, o stvareh, so se že nekako izpostavljali. Zdaj ne vemo, so dinarčke zahtevali, ali so jim že a priori dani, da oni govorijo čist isto kot prej, pač tisto, kar jim je naročeno, kar dirigent reče, zdaj pa tole povejte. Kdo dirigira stvari od zadaj? Ja, krovne organizacije, ne. Zdaj za Slovenijo je bil dirigent STA, STA je podobival informacije od evropskih oziroma svetovnih tiskovnih agencij, ne. Torej, zver je isti in gremo. Nekako se tudi mediji sesuvajo, ne, po eni strani Radio 1 zbira sredstva za, bom rekel, družine v stiski, v naslednji fazi pa promovira cepiva podjetja Pfizer, ne. Torej, saj ne rabimo se več butaste delati, glede na vso dokumentacijo, ki je zunaj, a ne, gre za zelo strupene stvari in zdaj Radio 1 promovira strup. V isti sapi se pa ima za dobrodelne. Laž pa prevara je bila prisotna mnogo in tako zelo velika je bila, da človeškemu umu ni dopeljalo, da bi sploh lahko bilo tako, da bi šlo lahko tako daleč. Zdaj, najprej naj čestitam vsem, a ne, ki ste prešli to sceno, da vas mediji niso peljali naokrog, scat, žejne čez vodo, bi človek rekel.
da niste nasedli narativu množic, da ste uporabljali svojo zdravo, kekčavo pamet in da ste obdržali se pri življenju in vsak od nas, nas, je probal na to opozoriti vsaj svoje bližje, če ne širše, a ne? In zaleteli smo se v mnogotere obtožbe, nič hudega, tudi to smo pregrizli in prežvečili. Čestitke zaradi tega, ker v bistvu na eni strani se to obsojanje nekje se umika, a ne? Norost pa ne. Norost pa bo očitno še naraščala, ker ta kolektivna laž, tako kot sem začel v štartu, mi smo prepoznali, da so nas nategovali, da so del igre, vsak je seveda igral svojo vlogo in zdaj se očitno kaže, s kakšnimi primitivnimi pritiski, s kakšnimi primitivnimi forami nas gredo probati žrti našo energijo oziroma vzbujati v nas reakcije. Torej njihova provokacija narašča. Naša mernost, pa zaradi tega, ker vemo, da igrajo, naša mernost pa postaja čedalje globja kot ocean, recimo. Tako občutim sam, ker se probam gibati med ljudmi zaradi tega, da imam nek vpogled, kaj se ljudem dogaja, kje se kdo nahaja, kako je komu. Kakšen pogled imamo na svet? Še zmeraj je ogromno negative. Kljub temu, da nasuvam pozitivo, da bo vse ok, da bo vse dobro, da smo že na pragu zlate dobe, srečujem negativizem na mnogo nivojih. Zdaj en tak pogled v kontekstu, ali je bilo za časa Bob Marleya, recimo. Ali je bilo takrat življenje z rožicami postlano? Ali je bila tudi takrat cenzura velika, pa mu niso pustili glasbe deliti? Ali je lahko govoril, kar je hotel? Valjda, da ne. Valjda, da nismo niti na radiju ga niso smeli vrteti, zato je on delal ulične sound system performance. V tistem času niso bili rožnati časi, ker se je trgovanje s sužnji bilo kar zelo aktivno. Kaj hočem reči? Svet, ki ga je videl Bob Marley, takrat je bil lep za njega. Je rekel, 3 lepe ptičice so mi zapele, don't worry, ne skrbi za drobne stvari, ker vse bo v redu. Tako je on takrat videl in slišal. Torej, današnji čas ni nič drugače kot state of mind, ne? Torej, stanje uma od Bob Marleya je tisto stanje uma, v katerega se probamo mi nekako iti naprej in pa reči, pa ja, pa se to ni znanstvena fantastika, to ni težja matematika oziroma neka strašna geometrija, ki jo mogoče človek niti ne bi zaznal, če se ne bi pa le v naravi pojavljala ta strašno težka matematika, ne? Torej, zlati res pa kaže Fibonaccijevo število, ne? Zdaj, to slikico sem dal iz enega razloga, da pridemo mi na ime teme, a ne? Tale Fibonaccijevo število, ne, oziroma zlati res je tisto, kaj je v naravi najbolj prisotno, ne? In tale krivulja je precej podobna samemu univerzumu ali pa zarodku, se pravi iz nule v neskončnost in iz nule v telo, ne, čakaj. Podobna je polžku in pa orkanom tudi, ne. Ok, zdaj pa jaz to slikico sem dal z namenom, če bom jaz zdaj znal to zamenjati. Evo ga. Tole pa je simetrična slika našega ušeska. Evo. Uho. Slišati sam sebe, slišati druge, prisluhniti naravi, prisluhnimo tišini.
Sluh je en zelo dober organ za sprejemanje frekvenc. Večkrat sem vam že rekel, da sem poklicni poslušalec. Kot avdio inženir sem mnogo preposlušal. In vse okrog ušes sem rad pogledal, no, in tale slikca mi je seveda me je pritegnila, ne, ker slikca je podobna srčku, ne. In zanimivo je, da je beseda ER, ne, ear, je točno del besede heart, ne, H-E-R-T, torej sliši srce, ne. The ear is the way to the heart, torej uho je pot do srca. Šepetaj mi na uho, kaj lepega mi zašepetaj, ne. Če bi želel osvojiti srce od koga, potem ga oziroma jo poslušaj in mu prisluhni. Ne? Prisluhniti moramo drug drugemu in sami sebi. Zdaj jaz sem dal srce pa ušesa, je srce tudi napadeno z vseh kotov, zaradi tega, ker srce ima zelo močno kot magnetno polje, magnetno polje zelo široko, ali? In to srce so poskušali uničiti. Tudi strli so ljudem srca na tak ali drugačen način, da je človek bil žalosten, da je človek bil razočaran, kakorkoli, da je bil v neki žalosti noter. Te žalosti so peljale v depresije in tako naprej, vendar kar ne ubija jača. Nekateri so zastopili, da je potrebno srce razbiti, da vidiš, kaj je not, a ne? Kaj ljubezen ni, da nekako prideš do bistva, kaj pol ljubezen je. No in to srce je tudi zdaj s korono in koronarna bolezen, so bolezni srca, a ne? Čisto že davno v medicini znan izraz. In naključno, a ne? Spet čisto slučajno je pa glih korona, ne? Spet to nekako se navezuje na srce in zdaj v bistvu nenadoma umrli je kar precej povezano s srcem. Niso se spraševali, ne, kako je, oziroma vse so zavedli s covidom, da so umrli zaradi covida, zdaj nekako se izogibajo temu, da so cepljeni tudi umrli, ne vejo oni, zakaj umrejo, čeprav so vsi cepljeni, pa ne vejo, zakaj umrejo. Je treba ta narativ res spremeniti in reči, kdor se je cepil, pa je umrl zaradi česarkoli, je umrl zaradi cepiva, ker 1292 stranskih učinkov le ni zanemarljiv podatek. Nekako so nas probali prepričati, da so bolečine v sklepih, hrapavo grlo in ne vem, zaotečena moda, da to je, sem se zmislil, da so to glavobol ali pa tako, da to so težke stvari, zelo moteče, dočim krvni strdki pa nenadne smrti pa niso neka posebna stvar, ne? Tukaj nekako hočem priti do tega, da sami sebe lomijo, da v bistvu ne morejo več prikrivati laži oziroma da nam postaja jasno, za kakšna zavajanja gre. Torej, pri stavki pacientov, kjer sodeluje Fides, torej sindikat zdravnikov, obrtne zbornice zdravnikov, da v bistvu Radio 1 zbira za uboge družine in se financira s pomočjo podjetja, ki je genocidno, a ne? Kako v bistvu je bolečina v sklepih težek problem, dočim nenadna smrt je pa kar okej. Ne, zdaj te norosti bodo še se stopnjevale, ne? Zdaj prihajajo tudi že šolniki na vrsto, mediji tudi že majčkeno so nakazovali nekaj, kako bodo šli naprej, ne vem, vsekakor. Pa bi rad dopovedal, da je svet bil lep desetletja, stoletja in tisočletja nazaj za tiste, ki so to videli skozi state of mind, ki so znali
ki so imeli oči, da so videli, ušesa, da so slišali, med vrsticami so razumeli. Zaradi tega, ker se prave vrednosti sveta in človeka ne vidi z očmi, ampak se jo čuti z dušo in srcem. Ne? Veš kaj, grem po alinejah, pa probam najti neko nit, ker sem že glih prišel do ušeska pa do srca. Zdaj, všeč mi je, to sem že večkrat omenil, da ljudje objavljajo slikice, tukaj sem tole sonce zagledala, tlele je lepa vodika, poglej, kako lepo šumi, plavala sem, več žensk kot fantov, by the way. Tole sem naredila jaz s tem mojim kruhom naprej, rinem pa kada bi, veš, kaj enkrat imaš rdečega golfa, pol sem rdeče golfe vidiš, ne. Nekako zdaj zagledam ful slik kruha in koliko ljudi dejansko je začelo v času korone oziroma v zadnjem letu peči kruh in se navdušujemo vsi, eni 10 let, eni 2 leti, eni pa 2 meseca, eni pa s 3. pladnjem, ne. In torej navdušenje do peke kruha dopade se mi, ker ljudje smo začeli ceniti tiste stvari, ki so bile kar malo pozabljene, ki smo se jih bali dotakniti, ne, kruh, joj, kaj pa če mi ne rata, pa kaj če ti ne rata, cel evro si stran vrgel, ponovi vajo, če že češ, ne. Všeč mi je, ker se vračajo ta znanja nazaj, torej, peka kruha, pa imam še, sem napisal, bom drugače štartal. Znanja od starih staršev naših so šla v pozabo. Ne? Zdaj, seveda ti imaš na YouTubeu vse, kako se kaj naredi, vendar, če nisi nikoli tega paril, ne veš. Še čisto normalno je bilo 50 let nazaj, da gospodinja je mogla znati peči kruh in oskubati kuro, a ne? Kuro oskubati je pa ja za živjo, a ne? In zdaj ta znanja so šla v pozabo. In zdaj tle s to kuro se jaz kar strinjam, nič narobe, če je šlo to v pozabo, ker bi bilo tudi prav, da teh živali ne hrustamo več. Vse to so bile odvisnosti od mesa, tako da tudi to ne gre čez noč presekati, zmanjševanje je super. Zdaj, določena pa ni prav, da so šla v pozabo, a ne? Torej peka kruha, pa pridelava semen, pa vzgoja solate, krompirja in potem izdelava ozimnice in seveda priprava hrane iz te predpripravljene, bom rekel, ozimnice. Nekako bomo morali se v tem procesu vzpona naprej praktično večine stvari, ki smo jih znali, jih odnaučiti in se poprijeti tistega, kaj je za človeka normalno. Če narativ medijev razlaga, da je normalno iti v 400 cune na dan, vam garantiram, da to ni normalno in tudi ne bo nikoli zame oziroma za ljudi normalne žene, ker je bolj normalno pridelati svojo solatko, a ne? Saj zemlje je dovolj, a ne? In zdaj, če smo zamenjali svoj čas za to, da smo hodili v službo, pa dobili denar, s katerim smo kupili solato, kaj smo pridobili? Nič, ne. Predvsem smo izgubili stik z zemljo, a ne. Prišli smo v eno norost ceste, norost službe, norost dejavnosti. Ne vem, si ne predstavljam, kaj delajo te tete na upravnih enotah z vsemi temi tonami obrazcev, ki jih je treba spisati, a ne. Ker pa jih kaj vprašaš, kaj pa nič ne vejo, a ne. Ne vem jaz, to pa nimamo, to mi ne moremo dati, ne. Kaka groza, to so res, ta sistem je bil res namenjen. Jaz sem že kdaj razlagal, ta sistem je sam sebi vzpotiko. Najprej sam sebi bil namen, potem sem rekel sam sebi vzpotiko, no, zdaj pa v bistvu vidimo, da je v bistvu tudi namena ni mu nič drugega, kakor nas samo brklati, da ne bi slučajno ti šel v upravno enoto in šel čez 5 minut ven urejeno. Pa bi rekel, ok, odlično, sem zrihtal, bomo naredili anketo, koliko je dejansko bilo dogodkov, da je nekdo šel na upravno enoto, pa rekel, grem nekaj zrihtati,
In je prišel ven čez 5 minut, pa je rekel, super, smo zrihtali. Je vse, spet enano. Nikoli se to ne more zgoditi, zato ker njim je namen, da ti vzamejo 4 ure, pa fucking vse živce, ki jih imaš. To je njihov lagani način provokacije, da iztisnejo od vas reakcijo. Tudi policaji delajo precej podobno, tudi mediji in zdravniki vam zdaj probajo stisniti, ob živce spraviti ljudi. Istočasno pa zavarovalnice pravijo, dajte nam še malo dinarčko, pa boste imeli vi 20% popusta pri samoplačniških dejavnostih, a ne? Mislim, zdaj zavarovalnica sa samoplačniškimi, mislim, kakšne banane, sem folk, ko da ne gre skozi, ne gre še skozi, ne boli še. Jaz mislim, da zdravje ni toliko bistveno pri ljudeh, zataknilo se bo, ko bodo evri vredni nič. Tako imam jaz občutek, da dokler ljudje ne bodo ugotovili, da njihovo hlastanje po imeti še več bo vredno enako nič oziroma toliko kot moje, do takrat bo pač to, kar je. Kaj sem hotel reči, vredno nič? Ja, še vedno se zastrahuje ljudi, kako bo temačna doba, kako bo segrevanje globalno, kako bo inflacija šla, kako bo vse še ful dražje, kako je v Ukrajini res bedno slabo in kako so in kako in kaj. Vsak mora pri sebi definirati, kaj je mer. Pogledati okrog sebe in vzdrževati svoj mer. Ko pride do interakcije s komarkoli, je treba se zavedati, da ta nasprotnik v 99% išče vašo reakcijo in na nek droben način provocira. Mi vsi smo v lekcijah, nauči se, preberi in ne reagiraj, ne daj tega. Vzdržuj svoj mer in bodi expressless za take ljudi. Torej, brezizrazen. Spet po drugi strani vas pa vzpodbujam, da dajte plesati, dajte peti, dajte peči, dajte šivati, da pejte se sprehajati, delajte tisto, kar delate najbolj radi. Upam, da ni vaša največja veselje provokacija ljudi, ker tle pa pol nismo prav prišli. Mislim, načeloma ti ljudje, ki jim je provokacija veselje in nekako moje predavanja nekako niso blizu in ne gre, ne. Ena zelo pomembna stvar je tudi, ki sem vam jo, mislim, da že povedal, pa jo bom ponovil zaradi tega, ker se mi zdi pomembna. Ni potrebno bežati od nikogar, pred nikomer ne bežimo. Korak stopiti stran je pa nekaj drugega, torej biti vpleten v nekaj ali izstopiti iz igre in ne biti več vpleten. Naj si bo v dejavnostih, službah ali v igri sistema. Torej, ni potrebe, da bežimo in tako, lahko se od vsega, kar je toksično, zgolj umaknemo. Ja? Ni potrebe, res po bežanju. In na tak način, ko se iz kaotičnega, strupenega okolja in situacij odmakneš, šele takrat imaš možnost, da začneš prihajati k sebi domov. In ta domov ni nič drugega kot super kalma. Ker imam tle še eno slikico, da bo mogoče bolj nazorna. Moram da takole, evo ga ta. Kadar se umiriš, takrat čutiš. Kadar čutiš, takrat se zdraviš. Kadar se zdraviš, takrat rasteš. In včasih je ustaviti se najbolj produktivna stvar, ki jo lahko naredite. Ja? Torej, dajte se umiriti, slow down, dajte počivati, dajte žvižgati v oblačke, dajte pustiti, da tečejo misli, dajte pustiti, da pridete do kakšnega spoznanja, dajte povezati točke skupaj, ne morete točke, to je, da bi šivankino luknjo z nitko probal zadeti in če si meren, jo boš.
čez po kaosu pa ne boš, zadev, da si bog, se zastopimo. Dosti podobno je to, bistvo je očem nevidno, treba ga je dohvatiti skozi vibracije, skozi najprej mer, pol bomo pa začutili kakšno vibracijo. Dokler pa vse vibrira in žgljikota okrog nas, mnogo disharmonično, pa ne moramo ujeti. A se strinjamo? No, hvala lepa. Držite se te svoje duše noter. Zaradi tega, ker prva stvar, ki ste jo dobili, smo jo dobili, ko smo prišli sem dol, in tudi zadnja stvar, ki bo od nas odšla, od nas, tega telesa. Če smo rekli, da je naše telo vesoljska ladja, ki jo upravlja oziroma duša upravlja preko uma, da dela s telesom. Bi človek rekel, da je na komandni stolp, ima direkt supervisor, ki pravi, vžgi ovo, vžgi ono, pa še supervisor zna povedati, kje kaj. Bom to vesoljsko ladjo še malo razdelil, se mi zdi dobra. Realiziramo energijo, delamo odgovorno, pazimo, koga hranimo. Realiziramo energijo, mi realiziramo. Mi imamo energijo v sebi, kadar spimo, recimo, da jo imamo manj, pa takrat nič dosti ne realiziramo, kakor zgolj umremo prejšnji dan in odidemo nekam domov in pridemo zjutraj nazaj v naše telo, kjer imamo energijo za to, da realiziramo. Moka pa kvas v mojem primeru stoji v hladilniku in v omarici, dokler ne pride moja dodana energija in realiziram bagete, recimo, da sem naredil bagete, najboljše do zdaj. Dajmo se zavedati, da s to energijo mi realiziramo mnogo več, kot si sploh upamo predstavljati, ali pa smo bili kadarkoli naučeni, ker mediji so nas, oziroma propaganda in indoktrinacija so nas naučili, da smo svojo energijo kreirali svet strahu, mizerije in bili naučeni tega, da smo sužnji. Poglejte si, koliko graj imajo šole, da mulci ne smejo nič kaj preveč reči, dokler ne dvignejo roke. Pač tako, z našimi mislimi smo njim ustvarjali svet, ki je bil za nas toksičen. Noro, sami sebi smo to delali. Zato je ful pomembno, da pazimo, koga v notranjosti hranimo, pozitivnega, negativnega, optimizem ali pesimizem. To sem se milijonkrat že ponovil, pa ne morem iz svoje kože, glede na to, da vidim, da je še vedno toliko ljudi gleda na svet v negativi, kljub temu, da že smo spregledali, črta na nebu, ubili nas bojo. Je pemtišno, ne bojo nas, ne morajo te ubiti, stari. Ni šanse, našega telesa se ne da ubiti. In tega se moramo mi zavedati. Največja šansa je, da s cepivom, pa še to bom dodal, da se ne da kar ubiti človeka, če ima človek življenjsko energijo v sebi, ta življenjski power, potem bo šel čez marsikaj, kam sem se tu zapisal, nima veze. Če človek nima življenjske energije, ne rabi nič slabega, je itak na pomrtu. To so zdaj ti zombiji, ki nimajo življenjske energije, ki blodijo, Mi jo pa imamo, čedalje več, in če tudi se med temi, ki imate življenjsko energijo, pa ste cepljeni, kdorkoli, ima možnost se izvleči, zato ker telo se zna obnoviti samo. Sem trdno prepričan, da se da skiniti in teh parazitov in koronarnih obolenj, če ima človek voljo do življenja, če življenje ljubi. Ne morajo se cepljeni pozdraviti, če so pa ne pol mrtvi. Kako se češ pa pozdraviti? Ne? Tako da dajte se spomniti otroka, ki joka in je ful hudo, da ga ne popihaš po rokici, zdaj pa boljš, zdaj pa boljš in je boljš. In otrok pozabi, da ga boli. Tako delujemo mi še zmeri, smo preresni, da bi dohvatili. Tako da to življenjsko energijo je treba vzdrževati na kontrasmer depresije. Jaz sem v depresiji skoraj bil leta nazaj, pa sem se zvlekel ven iz tega in vem, kako je bedno. Zdaj, če se kdo od vas znajde na tej točki, vam toplo priporočam, da zažgete kakšen žajbelj doma. Jaz sem ga 2-krat zakuril, pa je bila ta rok depresije, sem se iz njega izvlekel, tako da žajbelj
ful pomaga v prostoru, če ga malo pokadite. Se pravi, ne da ga zdaj kadite v čik, ker mislim, da to celo še dela nekaj po prostoru, da potem zakadi, mogoče če si kakšen dim prinesete na nos. To so zdravila, ki so meni pomagala, ne vem, če nucajo za vse, meni so. Bolj katerakoli kemija, ki jo nisem niti hotel probati, ne. Ker zdravila proti depresiji imajo za stranske učinke samomorilne misli, a ne? Imamo. Smo razumeli, ne. Ti greš po zdravila, da ne boš imel samomorilnih misli in pravijo, da ima stranske učinke samomorilne misli. Ne vem, no. Da bi razumeli, kaj se dogaja na tem svetu, moramo biti odprti do tega, da se bomo morali odnaučiti praktično vsega, kar smo jemali za samoumevno. Evo, pa smo spet pri ravni zemlji. Nisem pri neokrogli, ne vemo, kakšna je. Še ena stvar, ki jo je pel, mislim, da tudi Smolar, kam se vsem tako, mislim, da so bili mali bil, kam se vsem tako mudi, v žepih tolar, šilingi in tako naprej. Mudi se kam? Ne mudi se nikamor, dragi moji. Dajte zastopati, da je slow down najpomembnejša stvar. In včasih smo zato, da smo se umirili, uporabljali debele knjige, pa brali ob svečah, pa ličkali koruzo. Ne smo, naši predniki so. Zdaj pa v tem divjem tempu življenja, da smo bili zmedeni, so nas naštrcali na 1001 stvar. Prišli smo do tega, da je največ, kar je človek koncentrirano sposoben poslušati, oziroma brati, je kratki zapisi, zelo kratki zapisi, ki dajo mogoče malenkost misliti. Dajmo se res ustaviti. Dajmo probati s kruhom se ustaviti, dajmo probati narediti droži, ki je treba še bolj počasi. Dajte probati narediti bagete, ki se fermentirajo 14 ur. Dajte probati iti počasi na sprehod, ker ni važno, hodite 1 uro ali 3/4 ure ali pa 6 ur. No ja, imejte dovolj vsega sabo. Svet gre v maloro, itak, kompleten sistem gre v maloro, ljudje pa ne, vsi že ne. In ena dobra mi je včeraj se s kolegom spomnila, da zdaj na teh pozicijah, ne, sodniki, pa pravniki, pa tožilci, pa bankeri, pa to, zdaj vsi imajo vse aparate in naj se, lepo prosim, samo zaprejo, zaradi tega, ker so vsi krivi. Vsi so guilty, zaradi tega, ker niti eden se ni zares postavil od spredi pa preko pravnega jezika pokazal, kaj vse jim sledi. Noben od slovenskih pravnikov javno, ga nisem zasledil, da bi rekel po Nürnberškem zakonu, ne obstaja neki spisek ljudi še z naše strani, ljudske strani belih klobukov, so vsi, we got them all, pravi Q, torej imamo vse. Vse pomeni VSE, ne samo une v Ameriki, pa tam nekoga, ampak vse pedofile in vse genocidnike imajo. Tako da vse ok. Od nas se zahteva samo ena naloga in to je vzdrževanje visoke vibracije, miru, sreče, veselja, zadovoljstva in dajte prisluhniti drugim in seveda sebi. Kaj si imate zapovedati, kaj vam ima zapovedati ptičica? Zdaj se že kje kakšno pojavi, glede na to, da zime ni, da so nam sneg posnifali. Banda narkomanska, joj, poln adrenokroma in kokaina in vsega. Dobro, dajmo počakati, dajmo čas v čas, predstava se nadaljuje in mi se pa vidimo prav kmalu, mogoče pa že kar jutri. Uživajte močno zelo, pa dajte si... Noč novega. Pejte, daleč stran od ponorelega sveta tudi vi. Ajde, čau, čau.